Torej, danes bomo govorili o SEO optimizaciji spletne strani. Torej, vsake spletne strani, ki jo naredimo, ali je to nek blog zapis, ali je to produktna spletna stran, opis neke naše vsebine, neke naše storitve. Vsako spletno stran je potrebno optimizirati, zato da bomo bolje rangirali v iskalnikih, da bodo ljudje lažje našli našo spletno stran v iskalnikih, torej v Googlu, Bingu in tako naprej. Vse skupaj se začne s tako imenovanimi ključnimi besedami, pa če si morda kar pogledamo, kaj so to. To so besede, ki nekako zelo na kratko v eni taki besedni zvezi ali pa dveh opisujejo vsebino te spletne strani. Te besede so ponavadi majčkeno daljše, zaradi tega, ker ljudje nikoli več ne iščemo v Googlu samo avto, ampak nas zanima, ne vem, varen avto ali pa najhitrejši avto ali pa najcenejši avto, najbolj optimalen avto, cena, kvaliteta in tako naprej. Vedno vpišemo malo daljša vprašanja v Google kot samo eno besedo, zaradi tega tudi naše ključne besede majčkeno bolj opisno narediti. Zdaj, kako ugotoviti, katere ključne besede uporabiti, pa lahko uporabimo eno zelo fino orodje, ki se reče Google Keyword Research Tool, ki ga dobimo znotraj Google AdWords računa, torej treba se prijaviti za Google AdWords in notri Google Keyword Research Tool, s katerim lahko ugotovimo, koliko ljudi išče neko ključno besedo. Torej vpišemo noter ključno besedo, ki jo želimo, ki mislimo, da jo ljudje iščejo, in dobimo neko številko, koliko iskanj ima ta ključna beseda v enem mesecu. Obenem pa dobimo še neke predloge sorodnih ključnih besed, pa morda ugotovimo, da ima kakšna več iskanj in da je mogoče bolj smiselno našo vsebino optimizirati na tisto drugo ključno besedo. In zdaj na podlagi, ko imamo enkrat te ključne besede izbrane, bomo tudi si zamislili našo vsebino, o čem bomo pisali, kaj bomo napisali in da bomo te ključne besede zares noter uporabili. Torej, spet potem se nam postavlja vprašanje, kam vse jih pa vključiti. Ne moramo jih kar vse povprek, zaradi tega, ker bo besedilo ratalo neberljivo, ampak jih moramo strateško postaviti. Tako da si bomo mogoče kar pogledali čez eno celo tako vsebino, kam vse grejo ključne besede ali pa kam jih je primerno in priporočljivo vključiti. Torej, čisto na začetku v sam naslov spletne strani oziroma naslov zapisa, ključno besedo se potrudimo, da jo damo na začetek naslova, ker besede na začetku naslova jim dajo iskalniki višjo vrednost in prioriteto kot tistim na koncu. Včasih zdaj mogoče v slovenščini pride tako, da moramo kakšen naslov napisati s kakšnim pomišljajem ali pa kaj takega, zaradi tega, ker drugače ne zveni stavek več logično. Ampak je to še vedno, velikrat je to čisto sprejemljivo. Naslove se potrudimo, da naredimo krajše od 65 znakov, to pa zaradi tega, ker ko se v iskalniku prikaže naša spletna stran, je tam okrog 65 znakov prostora za prikaz naslova. In če je naslov daljši, ga iskalnik avtomatično skrajša in oseba ne vidi celotnega naslova, kar je pa sploh problem, če so naše ključne besede uporabljene za tem delom, ko je iskalnik odrezal naslov, torej po 65 znaku in naprej, ker uporabnik ne bo vedel, a je ta spletna stran relevantna za njega ali ni, in verjetnost, da bo kliknil, se veliko zmanjša. Še vedno pa vso vsebino, čeprav se tukaj pogovarjamo o SEO optimizaciji, torej optimizaciji za spletne iskalnike, je še vedno priporočljivo ali pa nujno vso vsebino prilagoditi uporabniku oziroma bralcu, zaradi tega naredimo naslov tak, ki bo privabil klike. Veliko raziskav je pokazalo, da več klikov ali pa več branj pridobimo z naslovi v smislu 5 razlogov za 10 načinov, kako do 3 pikce. In v takem primeru, če je naslov bolj zanimiv, si lahko privoščimo tudi to, da damo ključno besedo ne na začetek, ampak potem nekje na sredino ali pa pred koncu naslova. In zdaj večina modernih spletnih strani omogoča, da naredimo tudi posebne URL naslove za vsako vsebino posebej, kamor bomo dali verjetno naslov zapisa ali pa vsaj nekaj podobnega, in zato probamo ključno besedo vključiti tudi tja.
Potem naslednja stvar na vsebini je nek podnaslov ali pa povzetek. To je tista stvar, ki bralcu pove majčkeno več o tem, kaj lahko pričakuje na tej strani. In spet iskalniki dajo v tem delu majčkeno večjo težo, zaradi tega je zelo dobrodošlo tudi tukaj uporabiti to glavno ključno besedo, pa mogoče neko variacijo te ključne besede, ravno zaradi tega, da če nekdo išče v neki drugi obliki v iskalniku, da je večja verjetnost, da bo še vedno našel nas oziroma da bomo rangirani visoko v iskalnikih. Potem je pa glavni del, torej naša vsebina. Kaj so pomembne stvari tukaj? Pomembno je, da ključno besedo uporabljamo naravno skozi besedilo, ne da jo forsiramo ves čas, ampak da jo uporabljamo in v slovenščini recimo, da jo uporabljamo v različnih sklonih, ker je to čist dobrodošlo in smiselno, torej, da bo za bralca vsebina zanimiva in da bomo hkrati tudi na iskalnikih za različne ključne besede majčkeno višje rangirali. Še vedno pa pazimo, da se odločimo za eno obliko ključne besede in tisto recimo uporabimo največkrat. Torej, bomo potem na primeru pogledali, kako izbrati recimo sklon ali pa spol. In zdaj spet, če mi rečemo, ok, ključne besede so pomembne, pa jih kar mečemo vse povprek, hkrati naredimo besedilo neberljivo za naše bralce, po drugi strani pa iskalniki tudi kaznujejo spletne strani, za katere menijo, da imajo ključne besede noter samo z namenom, da pridejo višje v iskalnikih. Torej, to je druga stvar, ki jo moramo paziti, da ni ključna beseda uporabljena dvakrat v eni povedi in to trikrat v enem odstavku. Naslednja stvar, ki jih lahko optimiziramo ali pa jih moramo optimizirati, so slike. Zdaj, ena prispodoba, kaj so spletni iskalniki, ko brskajo naše spletne strani, sem enkrat slišal, da jih lahko primerjamo s slepim 5-letnim otrokom. Torej, on ne razume, kaj je dosti o naši spletni strani, torej semantično, o čem pišemo, niti ne vidi, kaj točno je na sliki. Zato je pomembno, da je vsaka slika opisana in v HTML-ju je to alt parameter, ki se prikaže tudi vsem tistim, ki imajo slike izklopljene, ali pa bralniki spletnih strani za slepe in slabovidne tudi znajo prebrati ta tag, torej kar pomeni, da bojo tudi vedeli ali pa si lahko predstavljali, kaj je na sliki, hkrati pa bo tudi iskalnik vedel, kaj je na sliki, ker vsakič, ko iščemo po Googlu slike, je to eden od najbolj pomembnih opisov slike, ki jih Google prikaže. Potem sliko naj opisuje prav tako ime datoteke in pa opis pod sliko, ki je pa lahko majčkeno daljši. Tudi vsaj pri eni sliki na zapis je zelo dobrodošlo uporabiti to ključno besedo, ki jo imamo zbrano za celotno stran. Mogoče še ena pomembna zadeva pri slikah je to razmerje velikost pa kakovost, torej da damo sliko dovolj veliko, da je še vedno vse vidno, mogoče berljivo, če je kakšno besedilo gor, hkrati pa da ni datoteka prevelika, ker to zelo odbija uporabnike, ker se stran predolgo nalaga in s tem tudi dobimo slabše rangiranje na iskalnikih. Naslednja zadeva so povezave, ki jih uporabljamo v besedilu. Torej, to so povezave na druge zunanje spletne strani in pa na naše notranje. Sploh te notranje so zelo pomembne, zato da bomo mi bralca obdržali na naši spletni strani in da bomo sami svoji vsebini pomagali priti više v iskalnikih. Ker iskalniki zelo cenijo to, da so naše vsebine polinkane tudi iz drugot, da ni to neka osamljena oaza v internetu, ampak da tudi drugi menijo, da so naše vsebine zanimive in uporabne za druge, torej dajo link na nas. Zdaj, ko delamo povezave, torej povezava je ponavadi skrita za nekim tekstom, se potrudimo, da na povezavi ne piše kliknite tukaj ali pa kliknite ali pa nekaj tak hecen opis, ki iskalniku nič ne pove, ampak probujemo opisati, kaj je na povezavi, ali je tukaj zadnji cenik, ali je predstavitev podjetja, predstavitev izdelka, ali je to nek drug blog, soroden blog zapis, ki prav tako govori naprimer o SEO optimizaciji
predstavitvene, torej prve spletne strani, ki jo imamo. Ker samo na ta način bo Google ali pa drugi iskalniki zares vedeli, kaj se skriva za to spletno stranjo. In jo bojo tudi lažje potem kategorizirali v to, kam spada, ali je sorodna, ali je zanimiva in tako naprej. Se pa zgodi, da v besedilu isto povezavo uporabimo večkrat in takrat je pomembno, da jo optimiziramo na to besedo prvič, ko jo uporabimo drugič ali pa tretjič, pa si lahko privoščimo, da napišemo, kliknite tukaj, da vsakič ne pišemo celotnega naslova in tako naprej. Spet, če je možno, lahko v povezavah uporabimo ključne besede, ker to spet dviga relevantnost naše spletne strani, ker pomeni, da je spletna stran razgledana in bo uporabnika peljala ne samo k nam, ampak še nekam naprej, torej da bo lahko raziskal temo podrobneje. In če delamo notranje povezave, je zelo dobrodošlo, da jih naredimo na spletne strani, ki so že visoko v iskalnikih, ker na ta način jih bomo še više dvignili, ker bojo imeli večjo relevantnost, ker bojo imeli več povezav na stran. Torej, kot že rečeno, te notranje povezave so pomembne zato, ker iskalniki lažje najdejo sorodno vsebino na naših spletnih straneh, obenem pa zadržimo bralca na naši strani. Torej, velikokrat se zgodi, da naredimo nek blog zapis, v katerega ne damo nobenih linkov, pa čeprav blogamo že, ne vem, pol leta, 1 leto, 3 leta, kakorkoli, in imamo že kar nekaj zapisov in zagotovo je kakšen, ki je vsaj majčkeno soroden in bi lahko bralca preusmerili naprej po naši vsebini. Ali pa spet, če bomo na dnu zapisa naredili nek klic k akciji, nek gumb, neko povezavo, kjer bo bralec lahko izvedel več o nas, o našem izdelku, o neki stvari, ki smo jo skušali spromovirati skozi blog. Torej, povezave zelo pomembne. Potem so pa tukaj še meta opisi, ki sicer za SEO ne predstavljajo prav nobene teže, so pa zelo uporabne za naše uporabnike, ko nas najdejo na Googlu. Ker meta opis je v bistvu ta opis spletne strani, ki je dolg nekje med 150 pa 160 znaki in se izpiše pod vsebino oziroma pod naslovom pa pod URL-jem v Googlu, kot vidimo na sliki, je ta naš meta opis. Lahko vplivamo in na naslov, in na URL, in na opis spletnega mesta. Ker če tega opisa spletnega mesta kot meta opisa ne naredimo, ne dodamo v spletno stran, se bo Google sam odločil, kaj prikazati. In zdaj, a bo tisti del, ki ga bo Google prikazal, tisti del vsebine, a bo relevanten za nas ali ne, tega ne moramo vedeti. Torej, boljše narediti to higieno prej in tukaj že v bistvu uporabniku kratko reklamo narediti, zakaj naj on klikne na ta link. Potem pa recimo na nivoju blogov jih ponavadi kategoriziramo ali pa jim dodajamo neke tege in to večina blog sistemov to omogoča. In tukaj moramo paziti, da ne pretiravamo s tem. Torej, so zelo dobrodošli, zaradi tega, ker spet so neke dodatne povezave, so neke dodatne ključne besede, ki kategorizirajo našo vsebino. Če pa z njimi pretiravamo, pa smo lahko spet kaznovani pri iskalniku, zaradi tega, ker meni, da skušamo priti više v iskalnikih zaradi nekih nerealnih ključnih besed. In to je nek povzetek tega, kaj vse je pomembno pri spletni strani. Tale prezentacija je tudi javno na voljo na Preziju, tako da mogoče komu kdaj prav pride, preden se lotimo pisanja vsebine, na kaj vse je treba paziti in kam vse bomo tisto našo ključno besedo oddali. Zdaj pa majčkeno časa imamo še, da pogledamo to na praktičnem primeru, kako bomo to urejeno recimo pri nas. Mi uporabljamo za našo spletno stran Fraudix content management sistem WordPress in en SEO orodje, ki nam pokaže tukaj zgoraj, v kakšnem statusu je naš SEO. Recimo, ta ima zeleno pikco, kar pomeni, da je SEO higiena urejena. Pa bom kar pokazal, na kaj vse recimo pazimo. Takole, ta SEO WordPress, SEO by Yoast deluje tako, da nam reče, izberi si neko ključno besedo, okoli katere si želel, si pisal. In ta naš konkretna vsebina je imela ključno besedo izbira ustreznega partnerja. In potem on preveri, a je tvoja fokusna ključna beseda
v glavi besedila, v naslovu, v URL-ju, v vsebini in v meta povezavi. In tukaj vidimo, da imamo vse yes, kar je v redu. Kar bi lahko tukaj naredili, če bi želeli v Googlu prikazati kakšen drugačen naslov, bi lahko tukaj kaj drugega napisali, sicer pa on uporabi kar default naslov, ki ga imamo za vsebino. Torej, to je pa naš meta description oziroma naša reklama na Googlu, ki povabi ljudi, da pridejo na našo spletno stran. Ta sicer potem omogoča še nekaj dodatnih stvari, neko analizo. Tukaj lahko vidimo, kaj ni v redu, kaj je v redu. In recimo tukaj nam pove, da naše ključne besede nismo uporabili v podnaslovu, ki bi imel H2 tag v HTML-ju. Torej, nam to priporoča še narediti. Spet, ključna beseda se ne uporabi v prvem odstavku. Tudi to je priporočljivo, kot smo rekli, više v besedilu, kot je ključna beseda uporabljena, večjo relevantnost ima. Pogostost pojavljanja ključne besede je nekje srednje dobra, torej oranžna lučka. Predlagajo nam, da majčkeno skrajšamo URL naslov naše vsebine in pa to, da slike na spletni strani nimajo alt tagov, ki bi imeli ključne besede uporabljene. Potem so pa stvari, ki so ocenjene v redu, torej imamo dva linka izven naših spletnih strani, naslov je daljši od 40 znakov in krajši od 70 in tako naprej. Torej, tako analizo nam lahko eno tako orodje naredi, ki obstaja za večino teh večjih sistemov. Pravzaprav vsi sistemi, ki so uporabni ali pa ki so smiselni, pa morajo imeti možnost torej teh opisov, da naredimo meta opis, zaradi tega, da pač naša vsebina v redu izgleda na Googlu. In zdaj, če mogoče pogledamo, kaj to pomeni, če jaz vpišem to ključno besedo v Google, bi mogoče pri naslovu izbira ustreznega partnerja pričakoval, da bom dobil nek portal Onagor ali pa kaj podobnega, ampak dejansko je Fraudixova vsebina na prvem mestu. Torej, tudi v nekih drugih variantah, če rečemo izbira marketing partnerja, je spet Fraudix na prvem mestu. Torej, tukaj na konkretno tej vsebini smo naredili dobro SEO higieno. To je v bistvu vse za danes, porabili smo naših 20 minut. Če je še kakšno vprašanje, lahko zdaj na hitro na kakšnega odgovorimo. Torej, tukaj imamo že eno vprašanje, kaj je za optimizacijo boljše, ključna beseda pro CRM ali pro pomišljaj CRM? Uporaba pomišljajo ali brez? V tem primeru je CRM ključna beseda. Torej, v tem primeru mogoče bi bilo fino pogledati v Google Keyword Research Toolu, koliko je iskan za katero od teh dveh ključnih besed. Zdaj, če je ključna beseda CRM, je verjetno definitivno boljše imeti za pomišljajem, ker če je to v eni besedi, potem CRM ni več ključna beseda, ampak je ključna beseda pro CRM. Ampak zdaj spet, če gre tukaj, ko gre za ime produkta, sklepam, je čisto vprašanje, kako nas naši uporabniki poznajo in kaj iščejo. Ko bi pa pisali o CRM-ju, bi pa verjetno napisali, bi pa tudi CRM večkrat uporabljali, ne bi vsakič uporabljali besedne zveze pro CRM. Tako, jaz upam, da je to odgovoril. Ok, če je to vse, bi jaz kar zaključil. Tukaj v chat bom še opisal moj e-mail naslov, če bi kdo imel kakršnokoli vprašanje. Sem dosegljiv, pa vedno smo pripravljeni, da vam pomagamo, kar se tiče SEO optimizacije ali pa kakršnih koli drugih storitev, ki jih ponujamo. Hvala za pozornost in nasvidenje.